Tako so blaženega iz koprske stolnice v slovesni procesiji pospremili do doma, do cerkve Svete Ane, odkoder so ga leta 1949 prenesli v Benetke, zatem pa v Trst. Po njegovi smrti leta 1280 so ga sprva pokopali v koprski cerkvi Svetega Frančiška, v kamnit sarkofag, ob katerem so se kmalu začeli dogajati neobičajni dogodki, tudi ozdravitve neozdravljivih. Dejstvo pa je, da so se na priprošnjo blaženega Monalda dogajali čudeži, takrat, ko so njegovi posmrtni ostanki oziroma relikvije bile še v cerkvi Svetega Frančiška ali pa tudi kasneje, ko so bile na drugih krajih. A Monald je bil predvsem izvrsten pravnik. Med drugim je napisal slovito Summo Monaldino, ki je prava enciklopedija cerkvenega prava. Na 324 folijih je okoli 900 gesel, zapisanih v pariški univerzitetni gotici. Monaldov kodeks spada med dragulje naše zbirke, to lahko takoj povem. Namenjen je bil prav verjetno za potrebe Pariške univerze. Kar je zelo zanimivo, se pravi, na enem elitnem intelektualnem mestu so ga uporabljali praktično intelektualni vrhovi svojega časa. To kažejo tudi številni prepisi kodeksa. Je teh sum znanih na svetu čez 70. Pomeni, da so v tistem času, da ga je cela Evropa in cel svet bral. 1600 drobnih, povsem različnih risbic in za stotnijo obrobnih podob, ki povsem praktično pojasnjujejo vsebino pravnih izrazov, je izjemno, že kar vrhunsko umetniško delo, kar tedaj ni bilo običajno, poudarjajo poznavalci. Ta rokopis je prvovrstno delo pariških prepisovalcev in iluminatorjev iz časa okrog leta 1300, ko vemo, da je bila Pariška univerza strašno zainteresirana ravno v tem obdobju za študij prava. Tako dragocen, da bi sklicna cena za ta kodeks na morebitni dražbi znašala približno toliko kot 12 avtomobilov znamke Rolls-Royce, še dodaja.